Pozdravljeni na mojem kanalu. Danes imam dve dobri novici in prva novica je, dobil sem 15 000 naročnika. Jaz sem ful vesel, ful sem ponosen na sebe in tudi na vas, ker pred enim letom na niti 1000 ni bilo, oziroma vas niti 1000 ni bilo. Da, še enkrat najlepša hvala, da me podpirate. Potem naslednja novica je, dobil sem en ful pomemben klic, ki me je res razveselil. Pa kar pogledajte, ker sem tudi snemal. Dobar dan, jaz kličem iz Jezikovnega centra Nista, Stanko pri telefonu. Zdravo, Stanko. Pozdravljen, Jaka. Kako si? Svetovno. Pa ste videli, da je večina mojih fanov odločila, da grem v New York? Ja, smo videli, ki si jih poslal prijavnico. Tako da v prijavnici smo videli, da so tvoji gledalci izbrali šolo Renard in destinacijo New York. Tako da super gledalci, ki so izbrali res zelo atraktivno destinacijo. In seveda tudi tebi čestitam, da bo šel v New York in jezikovni kamp šole Renard, ki je v bistvu tudi en naših najkvalitetnejših, kar sploh ponujamo. Jaz sem ful vesel, ker tako sem upal, da grem vse v New York, ker to je moja želja že od malega. Ja, in verjamemo, da tudi boš v teh 2 tednih zelo napredoval v angleščini in pa seveda ne samo to, ampak celotna izkušnja bo res sigurno nepozabna. Kaj pa je zdaj moj naslednji korak? Pač kaj moram zdaj narediti? V bistvu manjka samo še letalska karta, drugo je zdaj zaenkrat vse določeno že. Letalsko karto bomo zdaj mi preverili v bistvu vse možnosti, ki so. Tako da bomo preverili vse ta najbližja letališča z letom do New Yorka. Tako da ti bomo vse to poslali na mail. Kasneje pa se lahko pol ti odločiš, katera opcija je bila zate najbolj primerna, ne? Pa kaj je že mogoče znano s komom v sobi? Tako, v bistvu enako kot vsi drugi jezikovni kampi, tudi na šoli Renard, imajo pač tečajniki vseh koncev sveta. To pomeni, tam bojo tečajniki vseh nacionalnosti, Italijani, Španci, Nemci, Kitajci, Japonci, ne vem, Brazilci, Argentinci. Tako da, in v bistvu vse pol v sobah so pa tako razdeljeni, da niso nikoli iste nacionalnosti skupaj. Tako, so pa sobe v rezidenciji dvoposteljne ali pa troposteljne, tako da boš imel vsaj še enega ali še 2 tečajnika, ki seveda ne bo Slovenec. Kar pomeni pač, da se boš moral non-stop pogovarjati v angleščini in zaenkrat pač 2 tedna pozabiti na slovenščino. A to svetovno, to bo res nepozabno, ja. Ja, bi imel mogoče še kakšno vprašanje? Ne, zaenkrat ne, ampak se res komaj čakam, da grem v New York, ne, res komaj čakam. Dobro, če boš kasneje še karkoli rabo, nas lahko pokličeš, kakšenkoli informacije ali pa kakšenkoli podatke, tako da ti bomo vse razložili. Najlepša hvala, fajn se imejte, Stanko. Adijo. Ok, do takrat pa se lepo imej in še naprej uspešno delo z tvojimi videi. Kot ste videli, grem v New York. Jaz sem ful vesel zaradi tega, to sem si dejansko že od malega želel v New York. Tu vidite po vseh filmih, na YouTubeu, v muzikah, vse povsod to vidite, samo New York, New York, New York. Teba je pravijo, da je to kao čudežno mesto. Tako jaz bom to videl, kako bo. Mislim, da bo svetovno, grem pa za šolo Renard Teens. Kot vidite, lahko tudi v New York ali pa v Miami. Jaz pa grem v New York zaradi tega, ker ste vi določili, da glasovalo vas je dejansko več kot 1000, tako da najlepša hvala, da ste to izbrali, ker to sem si dejansko res želel. Imajo pa ful zanimiv urnik. Naprimer, prvo imamo, samo pogledam, da mi laže, prvo imamo 2 uri angleščine. Tu je tako v šoli, ko je vse ono tako strogo, sedimo vsi tako, pa to, ampak to je dosti bolj sproščeno. Tu imamo 2 uri čisto vsaki dan, razen v soboto in nedeljo. Potem pa imamo, po teh 2 urah, pa imamo malo, ne vem, pauze. Potem imamo še 2 uri angleščine, ampak bo neka tema o New Yorku, naprimer zgodovina New Yorka ali pa restauracije ali pa nekaj bo 100% zanimivega. To se bomo imeli 100% vri, ampak hvala se bomo cel čas učili angleško, ne? To ne bo zdaj samo 2 uri pa 2 uri, potem bomo slovensko govorili. Potem bomo šli malo še po muzejih, potem bomo šli jest v Dim Sum in Chinatown, potem bomo šli v muzej spet, tada bo ful poln urnik, tada res komaj čakam. Potem imamo tudi med vikendi, imamo tudi vikend izlet, tada to lahko darim dejansko v Washington, tam ko je Bela hiša, tada to bom šel 100% pogledati. Ker bi rad videl, kje živita Trump pa Melania. Imam pa še 2 zanimivosti. Prva zanimivost je, da bom prvič potoval izven Evrope. Druga zanimivost pa je, kaj se mi zdi res zanimivost,
pa da tam, ko bomo mi bivali, torej tiste stanovanja, kjer bomo mi spali, so na eni strani Manhattna, šola pa je na drugi strani Manhattna. Torej se bomo mogli čisto vsak dan peljati z Subwayem, seveda z spremstvom, na drugo stran Manhattna. To bo res svetovno. Ko se spomnim na New York, se 100% prvo spomnim na Kip Svobode, ki bi 100% rad šel gledati in tudi mislim, da si bom šel gledati Kip Svobode. Potem drugo, kaj se spomnim, je 100% VTC One, največja zgradba oziroma največja stolpnica v Ameriki. Tudi to sem šel 100% gledati, ker mora biti razgled res svetovn. Zdaj pa tisti, ki ste že bili v New Yorku, mi prosim priporočate, kaj si še najdemo gledati v New Yorku. Napišite v komentar. New York. Ne vem, tega je pel. 100% ste zdaj poslušate to pesem, 100% vsi poznate. New York, Jay-Z in Beyoncé. Meni je naša svetovna pesem. To je 100% tudi prvi razlog. Če boste me zdaj vprašali, kaj se prvo spomnim, ko slišim ime New York, 100% na to pesem. Kaj se pa vi spomnite, ko slišite ime New York, napišite dol v komentar. In na kateri film se spomnite, tudi napišite v komentar, pa da malo nas počekiram. Zaradi tega, ker ste pa vi izbrali, da grem v New York, bom pa tam nekaj posnel, oziroma jih več video, da boste tudi vi doživeli New York. Ste videli ta kratki odlomek od skeča, ki sta ga posnela znana youtubera Rebeka in Urh. Ta skeč sta posnela za eno tekmovanje. Zdaj pa idite pod link, ki je v opisu mojega videa in idite glasovati za njiju dva, da bo ta zmagala, ker jaz si to res želim. Tako kot vedno, to je vse danes. Tukaj se naročite na moj kanal, lajkajte ta video, idite na moj Facebook in Instagram profil Jack in the Box Slow in tudi tam followajte in se vidimo naslednji. Čau!